Dobrodošli nazaj na najinem kanalu in tole je zadnji vlog najine zahodno-obalne pustolovščine. Danes si bomo pogledali znamenite pancake rockse oziroma palačinka skale ter eno izmed najstarejših pivovarn na Novi Zelandiji. Po nekajdnevni vožnji skozi sama majhna mesta sva končno prišla do prvega velikega in pomembnega mesta na zahodni obali, mesto Greymouth. Le-to skriva pivovarno in varilnico Monteith's Brewery, ki je ena izmed najbolj ikoničnih pivovarn na Novi Zelandiji. V enem izmed prejšnjih vlogov smo že bili v vinarni. Tokrat pa je čas, da si pogledamo še kakšno varilnico piva in pa pivnico. In odpravila sva se v najstarejšo pivnico in sicer na trgu so že kar 156 let. Monteith's Brewery. Ok, no, Monteith. Tukaj še nisva znala pravilno izgovoriti, tako kot večino imen tukaj na Novi Zelandiji. Obiskovalci Greymoutha lahko obiščejo pivovarno, si ogledajo procese varjenja, spoznajo zgodovino Monteitha in uživajo v degustacijah. Pivovarna ponuja poglobljeno izkušnjo, zato je bilo sigurno nekaj, kar nisem smela zamuditi. Res sem zadovoljna, da sem se v bistvu toliko časa vzela za Novo Zelandijo, ker nam omogoča, da se ostava v takih manjših mestih, na mogoče ne toliko turističnih stvarih in vidva take fajn stvari, kot je tole. Zaenkrat tole deluje, da bova ful dubla za ta denar, ki sva ga plačala. Se pravi, sama tura stane $35 in v bistvu 1 uro ti nudijo ogled celotne pivovarne. Na to greš pa še na pokušino. In zraven sva dobila še tele West Coast Passporte, kjer imaš noter cel kup enih popustov, ki veljajo po celotni zahodni obali in tako za ston pivo, dobivaš še six-pack za domov in pa 20% popusta na razne aktivnosti. Ful luškan. Jaz ne vem, če se vi zavedate, kako crazy je to. Midva sta dala $35 za vstop, v bistvu nama pa dvakrat po $15 v six-packih šenkajo. Plus vse ostale ugodnosti zraven, plus da imaš pokušino piva. To je crazy value for money. Najcenejši six-pack piva na Novi Zelandiji je $15. Tako da vsaj $15 ti tako šenkajo. Gorencu meni poje. Začetki pivovarne Monteith segajo v leto 1868, v čas zlate mrzlice. Prvotno imenovana Phoenix Brewery je pivovarna v 20. stoletju dobila ime Monteith. Je ena najstarejših pivovarn na Novi Zelandiji in je že dolgo povezana z neukročeno dušo zahodne obale. Monteith velja za enega izmed pionirjev kraft piv na Novi Zelandiji. Ponuja širok nabor piv od lagerjev in pale aleov do temnih stoutov in sezonskih piv. Njihovi značilni slogi piva pogosto odražajo pustolovski in divji duh zahodne obale. Monteith ni samo pivovarna, je simbol trmastega in pionirskega duha zahodne obale Nove Zelandije. Če ste ljubitelj piva ali pa le potujete skozi Greymouth, je to obvezna točka za okus zgodovine in gostoljubja kivijev. Hello, Liza. How do you do? I'm writing you a letter. I hope it reaches you. I know it's been a long time. No, na koncu je pa še čas za pokušino, ne? Činkalo binkalo. Činkalo binkalo. Nama je pa tukaj na Novi Zelandiji všeč še ena stvar in sicer, da imajo na vseh pločevinkah oziroma steklenicah tako imenovane standardne enote pitja. Torej, po domač povedano, to so samo neke številke, ki jih najdete gor. Recimo bom dal kar primer, če je gor številka 1, to pomeni, da imaš lahko en tak ken vsako uro in načeloma ne bi smel imeti problema s policijo oziroma ustavljanjem. Vsej nekako preračunam v ozadju. Zdaj, če je pa gor recimo 1,3, pa če imaš vsako uro enega, to je pa že lahko problem. V bistvu je sam ful lažje za preračunavati, ne da moraš vse v glavi računati, kle sam pogledaš enote. Ker pa v 2 six-packih nismo mogla vzeti vseh, sva pa rekla, da še ostale sprobava. Tako da še enkrat en činkalo binkalo. Daj pa kar kaven. Ni toliko stout, kot je... Ne, je bolj stout, kot je porter, to hočeš reči. Ja. Tako. No, je pa to tvoje prvo črno pivo v Novi Zelandiji? Ne, ni res.
kako ne? Zdaj sem porterja pila. Aj, pol pa sam zame ta prvi. Zdaj sem prvo. Drugač ni slab. Ne, drugač ni slab. No, imajo pa Novi Zelandci še eno posebnost, ne? In sicer low carb piva in zdaj bova enega probala. Ta ima okus, da bi bil malo sklon kampir, pač brez mehurčkov, tak, da bi ga prešejkal. Ja. Čuden. Je pa low carb zelo primeren za kakšne te s keto dietam, pa to, ker je pač low carbohydrate. Siguren je primeren za keto, ja. Ja, malo manj ogljikovih hidratov imate noter. Vse pri nas se tudi najdejo, ampak tukaj so pa tako. Res se jih najde, ja, ful se jih najde. No, pa še ta zadnja ne nava preveč težila, ampak morava to poudariti, ker je del njihove kulture sajdri. Vse pri nas so sajdri imeli malo popularnosti par let nazaj, ampak se mi zdi, da je to šlo stran. Tlele je pa to tako najbolj staple stvar, kar jo dobiš pač v barih. Se pravi, imajo jih na ročko, vse živo. In kar najbolj preseneča je, da so ful svetli. Ne vem, koliko se vidi na kameri, ampak pri nas smo navajeni, da so sajdri, mislim, tako malo so bolj obarvani jabolčni soki. Tlele so pa zelo brezbarvni. Ja, vodeni. Bi rekel, da pa eno radensko naroče, ful je smešno. Ampak, kar nimajo na barvi, imajo pa na okusu. Ker to je pa tako polno jabolka. To je pa sam dobro. Can surely take your body to a new place for a while. Kar daje West Coastu tisto pristno lepoto, je dejstvo, da se ves čas pelješ ob morju in to s krasnimi razgledi. Ampak tekom celotne zahodne obale se težko kaj primerja z razgledi na odseku med Greymouthom in Westportom. To so posnetki, ki so res prava poosebitev road tripa po zahodni obali. Dolge plaže, visoki valovi, klifi, vijugasta cesta in nativni tropski novozelandski gozdovi. Enostavno prekrasno. Cesta 6 je pa čist nora, tako se peljeva cel cajt ob plaži, vsake toliko imaš tako postajališča, se lahko ustaviš in imaš čist celo plažo zase. Pa da ne o tem mislili, tole ni mivka, ampak so ful fletni, luškani, pisani kamenčki. Človek bi rekel temu cesta, ne. Jadranka ima zelo močnega konkurenta, bi človek rekel. Na Novi Zelandiji, ja. Pa smo vam obljubila še eno stvar in sicer Pancake Rocks. Kako so te zadeve sploh dobile svoje ime, se pravi palačinka skale? Pač to so v bistvu skalnate strukture, ki so tako, pač izgledajo, kot da bi bila palačinka naložena eno na drugi. Kar pa je zanimivo, da še danes točno ne vejo, kako so te skale nastale. Vejo, da so iz apnenca. Vejo tudi, da so nastale 35 milijonov let nazaj iz teh moških školjk in polškov in tega, ki se je nalagali eno na drugo. Ne vejo pa v bistvu še danes ne, kako je možno, da so se tako lepo razporedile v tej plasti eno na drugo. To pa mbemu ni jasno. Tole je res noro za videti. Pač, ko od bližje pogledaš, res zgleda, pač, da so kamni naloženi en na drugega oziroma te plošče. Pač, da bi ene kamenčke zlagal. Čist noro. Imamo pa v našem življenju res srečo, da lahko nekaj takega vidimo. Ker čez ne vem koliko let jih sigurno ne bo več, ker morje in pa erozija delata svoje in jih bosta dobesedno pojedla.
Ja, če so pa že na Pancake Rocksih, moraš pa pojeti na njihove slavne pancakese, se pravi na palačinke. Imajo več različnih variant, imajo tudi kot bolj breakfast varianto, s kakšnim baconom, pač slanino in te stvari, pa jajčki, pa midva, ker je glih sred dneva, gremo pa rajš malo sladkega pojeti, tako da svojo sladko opcijo izbrali. Ne vem, če sva vam to že povedala, ampak po tem krajšem oddihu bo spet treba začeti delati in preden začneva delati, si morava pa še kaj lepega pogledati. In sicer odpravila sva se v zaliv Tauranga, kjer si bova pogledala fur sealse oziroma pač tjulne, krznene tjulne, ne vem, če imamo v slovenščini dober prevod za to. Tauranga Bay oziroma Tauranga zaliv je zopet zelo prepleten tudi za maorsko kulturo. Ko se pa oglašajo? Ko so glasni. Zdaj sem glih slišala te tjulne. Za maorsko kulturo. Ko se pa oglašajo? Tako bomo to malo povedali. Pojmo najbolj tjulne pogledati. No pa dajmo potem najprej kaj o fur sealsih povedati, če se že tako lepo oglašajo. Fur seals ali kekeno po maorsko je poseben zaradi tega, ker je v bistvu kosmat. Tako, kot da mu dlako gor. Ker če ste kaj spremljali najine prejšnje vloge, sva že videla in tjulne in morske leve, ampak so tako lepo, gladki pa to. Zdaj so pa prav kosmati, ful so smešni. Maori, ki so bili na tem območju, so bili lovci in nabiralci, ampak bolj lovci kot nabiralci, ker 80% njihove energijske vrednosti, v bistvu kar so zaužili s hrano, je bilo v bistvu iz teh fur sealsov, krznenih tjulnov. Kar je tako malo žalostno, glede na to, da so jih skoraj porinili v ekstinkcijo. Poleg hrane pa so Maori tjulne lovili še zaradi ene stvari, in sicer zaradi njihove kože oziroma krzna. Kot prvo je pač ta krzno zelo topel, tako da jih je grel, po drugi strani pa je voda odporno, tako da so bili zaščiteni pred dežjem. In vemo, koliko je tukaj lahko deževno. Tauranga zaliv se nahaja na večjem območju tako imenovanega Cape of Full Wind, kot ga je poimenoval James Cook, ko je raziskoval ta del Nove Zelandije. V prevodu bi to pomenil polotok nesramnega oziroma zlobnega vetra, kajti na čudovit dan je absolutno neverjetno lepo. Ko pa je slabo vreme, veter in nevihte, pa marsikatera ladja ne more uiti brodolomu. Pogruntala sva, da je to od fur sealsov, se pravi, midva sva zdaj cel pohod delala do svetilnika, pa nazaj 7 km, ampak vice jih pa tukaj čisto na začetku, tako da, ja, ne vem, kaj ne rečem. Pač na vzhodni obali, ko sva bila, sva tjulne in pa morske leve videla praktično od takole blizu. Morava pa reči, da imava dejansko ful srečo tukaj na zahodni obali. Zahodna obala je res ful deževna in midva v bistvu 10 dni potujeva po njej, od tega je en dan bil res naliv, ta drugi dan smo imeli malček dežja, ostalih 8 dni imava pa res prečudovit vreme in pa sonček. Kaj češ lepšega? Nisem čisto prepričan, koliko sem midva že govorila od Novozelandcev pa od njihovih pit, ampak to je ena... Slanih pit. To je ena taka njihova tradicionalna jed, bi lahko rekel. Predvsem pač iz mletega mesa in 1000 drugih okusov potem še zraven. No, so pa včeraj, ko sva hodila pri tistih tjulnih, pa to ponevedoma spoznala eno lastnico lokalne pitarne, za katero se je pa na koncu izkazalo, da je zelo znana, tako svetovno znana, ful imajo nekih nagrad. Tako da sva rekla, če so pa tlele, morava to jeti pa obvezno probati. Imajo ful poseben meso. Ful imajo posebne okuse, pa bo zdaj probala nekaj izmed tega. No, Cindy, kva imaš ti? Jaz sem vzela steak divjega jelena, po mojem tole noro dobro. No, jaz sem pa vzel gorsko kozo, se pravi, ja, meso gorske koze, tako da bo tudi zanimivo. Crazy! Dober sirček. Dober sirček. A je? To pa dobro zgleda. To je pa noro. Ne, kako to ven teče, čakaj. Hudo, daj še moja razreš. Hudo.
Pite, ki sva jih poskusila tu, so bile sigurno ene boljših, kar sva jih jedla na celotni Novi Zelandiji. Tudi okusi so res odbiti, si lahko ustavite video in preberete, kaj vse ponujajo na fotki table. Kar pa se te pitarne tiče, gre za precej zanimivo zgodbo. Mož je lovec in vso divjačino, ki jo odstreli, se potem podela v pite. Žena pa ima žilico za kuharijo in biznis. In tako rata zgodba o uspehu. Nasplošno pa so pite res en tak staple food Novozelandcev in najbližje temu, kar bi lahko kategorizirali kot neko nacionalno jed. Gre za dobre, nasitne, polnovredne jedi, ki so relativno poceni, dobiš jih že tam od 5 do 7 dolarjev in so zato res izredno priljubljene. Če želite potegniti paralelo, približno tako kot pri nas bureki, samo z veliko več nijanse. Zapustili sva zahodno obalo in zdaj se že nahajava v tej prečudoviti pokrajini za nama, ki bo najin dom naslednji mesec, mogoče mesec pa pol. To je Nelson. Namreč tukaj bova najdla naslednjo najino službo. In kaj bo ta služba? Ne vem, no, jaz svetujem, da se naročiš na ta kanal in izveš v naslednjem vlogu. Kakite, Ano? To, pozabil sem, ko se reče. Kakite, Ano? Čau, čau.